Dozidano in prenovljeno šolo danes obiskuje skoraj 300 učencev, poleg učencev podružnične šole še vsi prvo- in drugošolčki matične šole v Trebnjem. Najbolj všeč mi je knjižnica, jedilnica, igrišče. V novi šoli mi je najbolj všeč, ker so prostorne pa velike učilnice, pa ker imamo novo kuhinjo pa knjižnico. Novo šolsko igrišče. Zaradi tega, ker igrala so, ker sem bila drugi razred, so bila igrala, potem so pa začeli prenavljati, pa jih ni bilo več, zdaj so pa spet nazaj. Jaz mislim, da smo vsi zadihali en tak svež veter, svež zrak. Mislim, da je energija dobra, topla in da smo vsi srečni in veseli. Gradnja se je začela januarja lani, naložba je stala 5,2 milijona evrov, od tega je resorno ministrstvo prispevalo 1,4 milijona. V imenu ministrstva je zbrane nagovoril še pred dobrim mesecem ravnatelj trebanjske osnovne šole. Jaz sem na obeh straneh vesel. Zadovoljen sem kot ravnatelj, da je to prišlo, da zdaj imajo to v rokah učenci in učitelji, da bodo dušo vdihnili tej novi stavbi. In z vidika ministrstva, kjer se seveda tudi minister veseli vsake zaprte investicije, ker to pomeni eno kljukico več in pogumen korak vnaprej. Korak naprej pa je tudi načrtovana druga trebanjska osnovna šola na Rožnem vrhu, za katero je treba najprej spremeniti občinski prostorski načrt. Smo z to investicijo v Dolenji Nemški vasi kratkoročno dejansko zadostili potrebam, ampak glede na naravni in selitveni prirast, ki ga beležimo v občini Trebnje, moramo biti že sedaj pripravljeni na posledice, ki iz tega naslova sledijo tako na področju predšolske vzgoje, kot tudi na področju nadaljevanju osnovnega šolstva in moramo dolgoročno načrtovati to investicijo. Trebanjsko osnovno šolo s 3 podružnicami sicer obiskuje nekaj več kot 1200 otrok.